Frekvenca gre na ekskurzijo. To pa je laboratorij z razgledom. Tako. Jaz, ko sem to videla, resnično sem imela kurjo pot. Ja, zdaj se nahajamo pri eni največjih razpok na plazu Urbas. Se pravi, ste bili privilegirani, da ste to videli. Ekskurzija. Čist preprosta naprava. Zgleda sicer mogoče kot neka znanstvena fantastika. V bistvu je naprava, o kateri govori Teja Knapič, biologinja iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, prav zares izgleda kot nekakšna umetniška instalacija, ki visi z drevesa. Na eni od vej je obešena majhna hladilna torba, ki ima na spodnji strani kavelj, na katerem visi plastičen črn tulec. Na zgornji ploskvi tulca je odprta loputa, spodnjo ploskev pa zapira bela mrežasta vreča. Če se drevesu in napravi na njem približamo, lahko slišimo tiho brnenje. Naprava, ki si jo ogledujemo, je past za komarje. To, kar slišimo, pa je ventilator. Komarje, ki se približajo napravi, posrka v tulec, v katerem je še ena mrežica. Po 24 urah raziskovalci loputo zaprejo, komarje ujete v mrežico pa s pomočjo suhega ledu zamrznejo in odnesejo v laboratorij. S tem ohranimo vse patogene, ki se v komarju nahajajo, in pa tudi zelo elegantno uspavamo komarje, da jih lahko potem pogledamo pod lupo, določimo in preštejemo. Smo nad levim bregom reke Pivke v okolici naselja Prestranek, ki je del občine Postojna. Tu bodo mikrobiologi in biologi 2 tedna lovili komarje, klope in male sesavce. Vse ujete živali bodo prešteli, jim določili spol in vrsto in ugotovili, ali so okuženi s kakšnim virusom oziroma bakterijo. Podatki iz zadnjih 6 let kažejo, da je komarjev največ pozno spomladi in v zgodnji jeseni. Visoke temperature in pa zadostna količina padavin omogočajo komarjem, da se množično razmnožujejo, saj potrebujejo za svoj razvoj vodo. Ker so ličinke vezane na vodo, potem pa odrasle živali, ki živijo približno do 1 meseca, samice predvsem iščejo gostitelja, kjer se nahranijo z obrokom krvi, da lahko odložijo potem jajčeca in se začne nov generacijski krog. Letos sicer ni komarsko leto. Leto, ki ima veliko količino padavin in pa visoke temperature. Torej leto, ki bi bilo za komarje posebej ugodno. A čeprav je letos komarjev in njihovih pikov manj, niso zato nič manj nadležni. Kako pa je z boleznimi, ki jih prenašajo? Konec julija so nekateri mediji pri nas poročali o 3 smrtih zaradi okužbe z virusom Zahodnega Nila v sosednji Italiji. Lani smo virus zaznali tudi pri nas. Letos zaenkrat še ne. Predtem smo nazadnje zaznali pri ljudeh ta virus leta 2018. Se pravi, vsakič, ko pride do vnosa tega virusa, potem se razširi in pač imamo nekaj primerov, ni pa to vsako leto. Komarji le redko prezimijo kot odrasle živali. Po večini zimo preživijo v obliki jajčec. Zato tudi virusi, kot je virus Zahodnega Nila, ne prezimijo. Spomladi, ko se iz jajčec razvijajo odrasle živali, morajo te priti v stik z okuženo živaljo, da se virus pri nas spet pojavi, pojasni mikrobiologinja Nataša Knap-Gašper z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. To vidimo recimo tudi ta trenutek v Italiji in Franciji, kjer je prišlo do vnosa virusa denga in čikungunja in se ta potem prenaša v nekem lokalnem izbruhu. Recimo letos je sicer že okrog 150-200 primerov pač tega, ampak neki lokalni izbruh, ki se bo pač do konca leta umiril in drugo leto tega virusa v naravi ne bomo videli, dokler ne bo ponovno prišlo do vnosa. Hkrati pa vse vrste ne morejo prenašati vseh bolezni. Čikungunje in denge naše domorodne vrste komarjev ne prenašajo. Lahko pa ju prenašajo tigrasti komarji, ki sodijo med tujerodne invazivne vrste. V Sloveniji je za zdaj zabeleženih več kot 42 različnih vrst komarjev, od tega so 3 invazivne, poleg tigrastih še japonski in korejski komarji. Če boste kakšnega ujeli pri pitju krvi, lahko od danes naprej poskušate ugotoviti, kateri vrsti pripada. Tigrasti komar, ja, je takšna manjša vrsta, ki je zelo temne barve in pa zelo izrazite bele proge ima, tako da ga zelo lahko prepoznamo.
Japonski je malo večji, tudi malo bolj okoren, slabši letalec in pa ni tako izrazito temne barve in ta kontrast z belimi progami je malo bolj rumenkast. Korejski pa lahko namignem, da je bolj kot ne v zahodni Sloveniji, tako da tam je mogoče opcija še tega najti. Če so pa kakšni svetlejši oziroma bolj rjavi, peščeni, to pa so verjetno domorodne vrste. Vnos vseh treh omenjenih invazivnih vrst, ki so k nam prišle iz Azije, je posledica človeške aktivnosti, pripoveduje Teja Knapič. Tigrasti komarji so recimo prišli skupaj z avtomobilskimi gumami. Skoraj da sigurni smo, da je bila kriva trgovina z rabljenimi gumami, tudi razne te močvirne rastline, kot so laki bambu in podobno, kjer so samice odložila jajčeca, ki so preživela transport. Jajčeca tigrastega komarja lahko preživijo kot dormantna, to pomeni, da so neaktivna, ko so razmere neugodne. Ko smo to pripeljali v Evropo, so te gume, recimo, je zalila deževnica, razmere za razvoj so postale ugodne in komarji so se razvili in se razširili po Evropi. V Sloveniji za zdaj še ni treba izvajati kemijskega nadzora nad populacijami komarjev. Težava pri takšnem načinu omejevanja števila komarjev je, da se komarji pripravkov navadijo in postanejo odporni, kar bi lahko postalo problematično ob morebitnem izbruhu katerega od virusov, ki jih prenašajo komarji. Se pa po nekaterih državah, tudi v Evropi, predvsem za nadzorovanje populacije tigrastih komarjev že izvaja pristop s sterilnimi samci. V laboratoriju vzgojijo samce, jih z gama žarki sterilizirajo in spuščajo v naravo, kjer se potem parijo s samicami, ampak oploditev ni uspešna, tako da tudi samice ne morejo odlagati jajčec. A gre po večini za pilotne projekte, ki so tudi zelo dragi. Pri nas zato strokovnjaki priporočajo preventivo. Pred komarji se najlažje zaščitimo z oblačili, ki pokrijejo čim večji del telesa, pregnali pa jih bodo tudi repelenti. Nataša Knap-Gašper in Teja Knapič pa se s sodelavci te dni ukvarjata predvsem s privabljanjem komarjev. Zaznavajo CO2 in zato, da jih privabimo, uporabljamo zmrznjen CO2. Tole je zmrznjen CO2? Tako. Suhi led, ki se počasi tali in to komarji zaznajo v naravi, pridejo v bližino pasti in potem jih ventilator posrka v lovilno mrežico. Tudi mi komarje privabljamo z ogljikovim dioksidom, ki je v našem izdihu. Rahlo zaznavajo svetlo, temno in ta kontrast jih bolj privablja, predvsem pa to je zelo mali del, ki privablja, bolj jih privablja izdihan zrak, CO2, von telesni, zato imamo tudi nekateri ljudje pravijo, da jih imajo komarji raje kot druge, ravno zaradi te kemije kože, ki je od človeka do človeka različna in so zato določeni bolj dovzetni do pika komarjev, recimo športniki, nosečnice. Najverjetneje zaradi povečanega metabolizma in večje količine izdihanega ogljikovega dioksida. Pa tudi potijo se bolj. Še ena skupina, ki jo imajo komarji raje od drugih, so pivci piva, mogoče tudi zato, ker so žile razširjene in povečan metabolizem. Naša krvna skupina pa recimo ni pomemben dejavnik pri tem, kako radi nas imajo komarji. Ekskurzija. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih. Metoda za lovljenje klopov pa je veliko preprostejša od pasti za komarje. Ko iščejo gostitelja, klopi namreč splezajo na rastlino in s prednjimi nogami, kjer imajo tudi kemoreceptorje, v bistvu zaznavajo gibanje in pa kemijo v zraku in aktivno čakajo na gostitelja, ne skačejo, ampak ko mi pridemo mimo, ko ga s hlačnico nogo, ga v bistvu iz bilke poberemo, da se oprime našega telesa in potem zleze po nogi in se nam nekje pričvrsti na kožo. V bistvu lahko rečemo, da nas dobesedno čakajo z odprtimi rokami in nas samo objamejo, ko pridemo mimo. Tako. No in to podobno, da ga podrgnemo s hlačnico, simuliramo s tem, ko jih vzorčimo na neki določenem območju, kjer pa belo zastavo oziroma belo rjuho velikosti nekje 1x1 napnemo na palco in potem rečemo metodo zastave po vegetaciji vlečemo to zastavo
Nekako je metoda, vlečemo eno ploskev 1 uro, vzorčimo in vsake toliko rjuho, ki je svetla, pogledamo in poberemo klope dol. Ravno zato je svetla, da jih lahko hitro vidimo. Po navodilih Teje Knapič sem se z zastavo in ob pomoči mikrobiologa Gašperja Grubelnika odpravila na bližnji travnik. Kako pa izgledajo klopi pod mikroskopom? V bistvu jih vidiš zelo dobro že s prostim očesom. Pod mikroskopom jih pa vidiš malo bolj podrobno z vsemi dlačicami in mnogi bi rekli, da so malo bolj strašljivi pod mikroskopom, ko jih približamo, ne? V bistvu pod lupo. Ja, je, sam je spet, ne, to je tudi hrošček, ne? Ja, to je uš. To je uš. Pa pajkac. Tukaj je tudi en hrošček, ne? Celo živalsko kraljestvo. Začetno zagnanost je že nadomestilo razočaranje, ko se nama je nasmehnila sreča. Evo ga. Klop. A je? Aha, pa ful je velik. Ta je tak rjave barve. Teja, a priješ nekaj pogledati? Ne le, da sva našla klopa, izkazalo se je, da je nekaj posebnega. Nima črnega zadka, ful je bolj rdečkasto rjav. Lahko bi bil dermacentor, jelenji klop. Vidiš, kako ima svetlejše noge, na zadku pa proge, če dobro pogledaš. A jelenji klop pomeni, da to je eden izmed tistih, ko smo jim rekli specialistov, ki so samo na jelenih, ali ima zaradi barve svoje ime? Ta ne bo šel na človeka, ta se na človeka ne prisesa, je bolj na jelenjat in srnjat vezan. Čeprav moj ulov tega ni pokazal, Nataša Knap-Gašper razloži, da je Slovenija raj za klope. Je ena izmed področji v Evropi, kjer je največja številčnost teh patogenov, ki se pojavljajo z klopi, in tudi imamo eno izmed največjih incidenc klopno prenosljivih bolezni v Evropi. 1% klopov je okužen z klopnim meningoencefalitisom, vendar prevalenca, se pravi število okuženih klopov, je različno po različnih delih Slovenije. Največ okuženih klopov najdemo nekako na Gorenjskem in Koroškem in potem čez ta centralni del, čez ljubljanski del, vse proti jugu. Najmanj okuženih klopov je pa na Primorskem in nekako v Prekmurju. Kar se tiče boreli, je nekje ocena, da naj bi bilo okuženih 10 do 30% klopov. Potem se pa pojavljajo še nekatere druge bolezni, kot je anaplazmoza, kjer bi naj bilo okuženih nekje do 10% klopov. Ta anaplazmoza je pa vročinska bolezen, ki načeloma sama po sebi zveni, je pa zelo nevarna za kužke. Pozorni moramo biti tudi po zimi, saj so klopi aktivni že, ko je temperatura čez dan višja od 4 stopinj Celzija. Sicer pa v Sloveniji poznamo približno 20 vrst klopov. V zadnjih letih opažamo tudi primere klopno prenosljivih bolezni v zimskem času, saj so pač klopi aktivni, ne? Najpogosteje pa kar zajeda na ljudeh, kar najdemo na ljudeh in pa psih, seveda, je navadni gozdni klop, Ixodes ricinus, in ta je tudi klop, ki ga najbolj spremljamo, kar se tiče patogenov v Sloveniji, ne? Če je klop okužen s klopnim meningoencefalitisom, se virus na človeka prenese ob ugrizu. Z borelijo pa se lahko okužimo po 24 urah od ugriza. Zato je zelo pomembno, da se redno preglejujemo, proti klopnemu meningoencefalitisu pa se lahko tudi cepimo. Za razliko od komarjev klopi preživijo 3 leta in ostanejo okuženi celo svoje življenje. Ekskurzija. Nataša Knap-Gašper, Teja Knapič in Gašper Grubelnik so skupaj s kolegi tokrat na terenu v okviru evropskega projekta ZOE. Zoonosis Emergence Across Degraded and Restored Forest Ecosystems. V okviru tega projekta lovimo male glodavce, lovimo komarje in lovimo klope na različnih območjih, in ta različna območja predstavljajo različno ohranjenost gozda, se pravi popolnoma ohranjen gozd, ki je v postopku regeneracije, in pa popolnoma degradirana območja, kot so recimo travniki. Potem primerjamo v bistvu, kako je z vektorji, z prenašalci in z gostitelji na teh območjih in kako se potem pojavljajo razni patogeni na teh območjih. Ugotavljajo, da se na območjih, ki so v procesu zaraščanja, pojavlja največ živalskih vrst, kar pomeni, da tam najdemo tudi največ patogenov oziroma je tam največ možnosti za okužbo.
To je dobro vedeti, ker se ljudje na teh območjih pogosto zadržujemo. Vemo, da smo veliko na gozdnih robovih. Rezultate bodo primerjali tudi z rezultati iz Slovaške in 3 držav Srednje oziroma Južne Amerike. Zanimalo jih bo, ali bodo rezultati podobni ali popolnoma različni. Sicer pa Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo skupaj s Prirodoslovnim muzejem Slovenije v okviru drugih projektov mesečno proučuje dinamiko populacij, številčnost ter vrstno pojavnost klopov in komarjev po Sloveniji. Ekskurzija. Frekvenca na obisku v nenavadnih raziskovalnih laboratorijih.